dan vsem in seveda dobrodošli pred bolnišnico za ženske bolesti in porodništvo Postojna, kjer seveda izkoristijo čisto vsako priložnost, da predstavijo katero od novih storitev, ki lepša življenje mamic, obiskovalk te naše zelo znane porodnišnice in bolnišnice, ne samo seveda v Sloveniji, ampak tudi širše po svetu oziroma vsaj po sosednjih. Razlog za današnji dogodek je barvna prenova glavnega vhoda in avle porodnega oddelka, gre pa za darilo, ki ga je ob 12. maju, Mednarodnem dnevu medicinskih sester, pripravilo območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ljubljana v sodelovanju s Policijskim veteranskim društvom Sever Ljubljana, Združenjem veteranov Ljubljane 9091, Policijskim veteranskim društvom Sever za Primorsko in Notranjsko in društvom Slojenčki. To pa je hkrati tudi posebna, nekoliko drugačna počastitev 30-letnice Zveze veteranov vojne za Slovenijo in mogoče si naši veterani ob tej pomembni obletnici že na začetku zaslužijo, da jim zaprskate. Prav lepo pozdravljam župana občine Postojna, Igorja Marentiča, bivško podžupanjo Majdo Godina, predsednika Zveze veteranov vojne za Slovenijo Ladislava Lipiča in predstavnika vseh prej omenjenih organizacij in združenj, Dušana Presetnika, magistra Darka Repenška, Matjaža Miklavca in Fabija Stega. In seveda, čisto na začetku, dajem besedo gostitelju, doktorju Aleksandru Merlu, vrhunskemu strokovnjaku, brez katerega naša bolnica seveda ne bi bila, kar je, in ne bi imela takšnega mesta med ostalimi slovenskimi bolnišnicami. Mogoče bo povedal tudi nekaj o aktualnih investicijah, zelo pomembnih, da ste opazili, da se ponovno nekaj dogaja, tako da Aleksander Merlo, lepo prosim. Hvala za besedo. Jaz bi rekel, mi smo ginekologija, porodništvo smo kirurške stroke, pa zaradi tega se od nas pričakuje, da smo malo bolj hitri in učinkoviti. Dolgih govorov še sam nisem nikdar dobro prenašal. Bom rekel hvala najprej za to, kar ste naredili. Veterani, jaz spadam tudi tjažen, niti jih morda ne čutimo, mislim, da ne zgledamo tako slabo, volje imamo dosti. Vidim, da smo vsi še nekje agilni in tudi zahvala gospodu Dušanu, ki je gibalo vseh teh naših aktivnosti. Ni prvič, da so veterani, pa tudi njegova ekipa barvali naše prostore, za kar smo ne samo veseli, zadovoljni, počaščeni, da se najde tudi še kdo v tej državi, ki naredi nekaj brezplačno v korist nas vseh. Mislim, da to malo v zadnjem času pogrešamo. Individualizem, verjetno se bo tudi ta ustavil in mi podpiramo vse te aktivnosti, tudi posameznikov, ki nekje vzbujajo te naše stare čase, da rečem, ko smo bili, da ne rečem, ko mušketiri vsi za enega in eden za vse in to naprej smo se razdajali in mislim, da se še nismo rekli zadnje besede. Vsekakor meni je v čast, da imamo tak visok zbor z gospodom Lipičem na čelu. Tega še nismo imeli, no, jaz sem počaščen, gospoda Štefeta za Primorsko tudi, da sploh pa da z Ljubljane nekaj takega pride, to sploh nismo najbolj navajeni. Po dolgih letih je z Ljubljane prišlo nekje to, kar vidite tlele zraven, skratka državna sredstva za delo na projektu oplojevanja z biomedicinsko pomočjo. Ta zadeva je zdaj začela, vidite, tlele že bo v nekaj mesecih, upam, to narejeno in to bo za okrožitev dela in projekta za naprej naše bolnišnice, ki je potem edina v Sloveniji manjša specialna bolnica, ki bo nudila na področju zdravljenja žensk praktično celotno neko paleto zadev. Tako da mi smo s tem ponosni, mislim, da imamo vrhunske strokovnjake, vrhunske kolege, vrhunsko medicinsko in tudi drugo osebje. To nam tudi povedo vse pacientke, ki naše usluge koristijo in
so v glavnem, moram priznati, knjiga za pritožbe je prazna, no, tako da v bistvu pohvali nešteto. Upam, da se bomo tega še naprej držali, da bomo nadgrajevali te zadeve. Nisem ravno pesimist, ampak optimist, ker za nami prihaja mladina, ki sem prepričan, da bo še boljša, kot smo mi. Mislim, da vsako dobro vodstvo v ustanovi mora težiti k temu, da bo pustilo za seboj nekaj, kar bo še nekje v spomin, da je bila ta šola dobra, in mislim, da Slovenija ima še vedno, kljub tem silnim težavam, dobro medicino. Pač te neke določene probleme, ki so se v zadnjem času pojavljali, bo težko to reševati. Sem prepričan, da pa z dobro voljo in pa s takim tovarištvom med nami, ljudmi, ki delamo v teh zdravstvenih ustanovah, da bomo tudi to premagali, tudi te težave. Strokovno mislim, da je še vedno na nivoju slovensko zdravstvo, tako da glede kvalitete ni problem. Jaz vam lahko zagotavljam, poznavajoč tudi sosede in po svetu, tako naprej, mislim, da smo lahko zadovoljni, da imamo tako zdravstvo, tako državo. Vsi jo nekaj kritiziramo, ampak na koncu jaz mislim, da treba potegati eno črto pod vse te aktivnosti in da imamo kar zaenkrat na srečo in tudi v bodoče upam eno mirno življenje. In mislim, da leta v 90-ih letih je bilo to nekje postlano, tako da ne smemo dopustiti, da bi se zadeve šle v kakšno negativo. Tako da jaz še enkrat, ta priložnost je bila, v glavnem gospodu Dušanu se moram zahvaliti, ker on je, brez njega ne bi tega dogodka bilo, ne. In sem prepričan, kot ga poznam, da ni zadnjič, ne, da bomo mogoče še se v naslednjih letih tudi še kaj videli, ne. Tako da hvala za gospodu Dušanu za te aktivnosti, hvala vsem, sploh pa vašemu poveljniku, gospodu Lipiču, ki ga poznam še iz tistih 90-ih let in tako naprej, in ga visoko cenim, tako da tako furajte naprej. Brez glave je vse zadeve, gredo malo čudno včasih, po čudnih potah, in jaz mislim, da v državi je potrebno nekje gojiti neki piramidni sistem, kjer jih bojo sposobni ljudje, jih treba stimulirati vse stransko, da bodo peljali te zadeve naprej, tako da naj ne bo pesimizma preveč, in jaz mislim, da imamo to mladino, ki nam bo še potem zaigrala, da se bodo spravili v dobro voljo, tako da še enkrat hvala vsem, ki ste prišli. Ne vem, če veste, da je dr. Merlo od koncu lanskega leta nastopil še en nov mandat, katerega bo brez dvoma izpeljal vrhunsko in profesionalno, kot vse doslej, zato si je tale aplavz čisto zares zaslužil. Zveza veteranov vojne za Slovenijo povezuje vse, ki so dejavno sodelovali v osamosvojitveni vojni oziroma v pripravah nanjo. In pred nekaj dnevi, 17. maja, je praznovala 30. obletnico. Čestitali smo že, pa čestitamo seveda še enkrat, in k mikrofonu zdaj vabim predsednika Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Ladislava Lipiča, za slavnostni nagovor. Prosim. Spoštovani veterani, spoštovani gospod direktor bolnišnice, dr. Merlo, z vsemi svojimi sodelavkami, sodelavci, spoštovani dr. Čas, predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever, in seveda še posebej vsem tistim, kateri ste, tako kot vsako leto do sedaj, vendar na drugih lokacijah, tudi letos opravili enega od naših, kako naj rečem, dogodkov, ki spadajo seveda tudi v naše poslanstvo. To pa je tudi humanitarna dejavnost, s katero se obe veteranski organizaciji ukvarjata. Tako smo pred leti pomagali tistim, kateri so doživeli in preživeli poplave tako v Bosni, Srbiji in seveda tudi pri nas. Pomagali smo tudi ob velikem požaru v minulem letu, seveda na svoj način.
in pa pomagamo tam, kjer se le da. To, da lahko danes spregovorim v najbolj ugledni porodnišnici v Sloveniji, je zame še posebno zadovoljstvo in pa istočasno tudi majhna težava. Namreč vedno smo navajeni govoriti o zadevah, ki niso najbolj priljubljene in seveda škodujejo celotnemu človeštvu. Danes ne želim izreči tega naziva, kajti tu smo v okolju, kjer seveda prihajajo na svet mladi, zelo mladi, ki bodo, tisti, kateri bodo nadaljevali to poslanstvo, s katero smo se mi začeli ukvarjati že leta 1991. Oni bodo tisti, kateri bodo živeli, ustvarjali in jaz upam v dobri ali pa še celo boljši družbi. Družbi, v kateri ne bo v celoti prevladala umetna inteligenca, kajti res je, da to pomeni nekakšen napredek, razvoj, vendar na področju tako domoljubja kot svobodoljubja je ravno ta umetna inteligenca ne bo storila veliko, jaz celo pravim, da bore malo. Vse tri organizacije, katere so pripravile in seveda dokončale to pomembno nalogo, si zaslužijo seveda pohvale. Ne samo zaradi opravljenega dela, ampak tudi zaradi tega, ker med sabo sodelujejo in samo sodelovanje z roko v roki ali pa z ramo v rami, če hočete, bo pomenilo tudi napredek in bo pomenilo tisto, kar je tudi dr. Merlo v svojem nagovoru povedal. To državo, katero smo skupaj ustvarjali, narediti še boljšo. To pa lahko naredimo samo z medsebojnim spoštovanjem, razumevanjem in jaz sem prepričan, da bodo tudi politiki prej ali slej dojeli, da so izvoljeni za to in da jim je oblast zaupana za to, da skrbijo za mirno življenje in pa za dostojanstvo tistih, kateri v tej državi živimo. In ne nazadnje, za tiste, kateri smo jih tudi izvoljeni. Zveza veteranov vojne za Slovenijo letos praznuje 30 let. Naslednje leto bo enako obletnico slavila Zveza društev policijskih veteranskih društev Sever. V teh 30 letih je bilo narejeno veliko. Ni toliko pomembno, da smo na skoraj da vsa obeležja spopadov z jugoslovansko armado postavili spominska obeležja. Tudi ne spominske plošče na posameznih objektih. Pomembno je, da sta ti dve krovni organizacije tisti, ki pravzaprav ohranjata skoraj da v celoti spomin na tisti čas, v katerem smo lahko sodelovali in imeli ta privilegij sodelovati skupaj, tako miličniki kot seveda tudi pripadniki teritorialne obrambe in nikdar in nikoli pa ne smemo pozabiti, da smo bili podprti tudi z vsem, kar nam je lahko takratna tako civilna družba ali če hočete celotna civilni del tega takratnega obrambnega sistema bila zmožna nuditi. Zato še enkrat iskrena hvala vsem, iskrena hvala tudi posebej bolnišnice z dr. Merlom in pa z gospod na čelu, ki so omogočili, da smo oziroma da so naši kolegi naredili to, da bo počutje v tej bolnišnici tudi zaradi tega še boljše. In seveda, če je dober glas v tej bolnišnici slišimo tudi preko Mure, v Prekmurju, potem morate vedeti, da je res dobro videti. Zato je iskrena čestitka tudi vam. Hvala še enkrat tudi mojim dragim kolegom in prijateljem iz vseh treh veteranskih organizacij. Hvala lepa.
Tako, gospod Lipič je omenjal mlade in pa seveda našo prihodnost. Mi v Postojni se radi pohvalimo tudi z mladimi in njihovimi uspehi in imamo tudi vrhunske glasbenike, o čemer več povemo ob kakšni drugi priložnosti. Danes pa samo napovem kvartet violin glasbene šole Postojna. To so Veronika Hreščak, Hanna Jagonič, Ajda Bizjak in Samanta Keklevič, ki nam bodo za premor odigrale prvi stavek Telemanovega koncerta za violine in pa Vivaldijevo Pomlad. dobrodošli. Tako lepo vas je videti tukaj, jaz sem tako srečna. Pozdravljam prav vsakega izmed vas. Rada bi vas po imenu, ampak mi se preveč, tako da ne morem vsakega izmed vas, ampak res vsi ste dobrodošli. Veterani, ki ste nam izborili to državo in se še vedno borite za nas, kar čutimo vsak dan, ne smo Postojni, tudi drugje. Mladim, ki so tako lepo zaigrali, take lepe punce, tako prijazno, lepo glasbo so zbrali njihovim mentorcem, vsem ostalim glasbenikom, vsem prijateljem, ki vas je tukaj res veliko, res iskrena dobrodošlica. Dobrodošli tudi mojim sodelavcem, ki se tam odzadaj skrivajo, ki skrbijo za to, da smo na tako dobrem glasu, kot ste prej omenili. Vsem po vrsti in spet jih ne bom naštevala po imenih, ker jih je več kot 100 in 100 imen bi trajalo. Vsak dan mi izrečemo dobrodošlico 4, 5, včasih celo 10 novorojenčkom in zelo ponosni smo, da se nosečnice odločajo, prihajajo k nam iz cele države,
In zato Društvo Slojenčki, ki podpira vse porodnišnice v tej državi, zelo podpira postojnsko porodnišnico in smo neizmerno hvaležni, da imamo tako dobre prijatelje, da lahko izvedemo veliko akcij na leto. In letos smo izvedli akcijo, s katero smo izboljšali pogoje v naši avli. Avla je postala svetla, prijazna in še bolj prijazno lahko sprejemamo vse te naše porodnice. V njihovem imenu smo vsi tukaj in zato se vam jaz zahvaljujem tudi v njihovem imenu. Tako lepa bela barva je notri, tako sveža, tako čista, kot je čisto rojstvo otrok in tako popolna, kot je popolna mavrica. V beli barvi so namreč skrite vse barve, bela zajema vse. Da je tako lepo, največja zahvala Dušanu, njega bom si dovolila in posebej omeniti, in njegovim kolegom, ki so tukaj z enimi visokimi lojtrami, čez vikend, skoraj čez noč, tole naredili to čudovito halo, in Ljubu, ki je doniral barve. Mojim kolegom in kolegicam, ki so bili potrpežljivi, da so to lahko izpeljali. In zato smo danes tukaj. Maj je mesec ljubezni, mesec mladosti in številnih praznikov. Najprej se začne s prvomajskimi počitnicami, ki smo jih vsi veseli, in dnevom praznikom dela, potem je praznik babic, praznik medicinskih sester, praznik družin. Dan družin je tudi v maju in čez 2 dni bo star dan mladosti, ki ga nekateri še vedno praznujemo. Vesela sem, da tudi veterani praznujete, malo v maju, malo v oktobru. Vesela sem, da lahko vsi praznujemo v tem lepem sončnem dnevu in hvala, ker ste se vsi potrudili, da lahko skupaj praznujemo v tej lepi porodnišnici s temi lepimi sodelavci, prijatelji in da nam je res lepo. Hvala vsem, želim vam veliko zdravja, našim otrokom, da bi se še dobro počutili pri nas, mojim sodelavcem tudi, da bi bili zdravi še naprej, tako energični, polni energije, kot ki jo vsi črpamo od dr. Merla, da sem iskrena. In res hvala vsem, ki tukaj, ki vas vidim tako lepe, nasmejane, veliko zdravja, sreče in upam, da bomo še naprej tako dobro sodelovali. Hvala v imenu vseh Slojenčkov, ki se prihajajo in tisti, ki so že uživali v sodobih vašega dela. Hvala. Zdaj pa pred mikrofon vabim Dušana predsednika Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Ljubljana. En lep dober dan tudi v mojem imenu. Dobrodošli v tem lepem mestu, ki se imenuje Postojna in pa lokacija porodnišnica Postojna. V čast mi je, da vas lahko z tega mesta tudi nagovorim, kajti smatram, da smo izvedli eno dobro delo, ki je nekako lahko tudi sporočilo, bom rekel vsem ostalim, da znamo tako modra kot zelena linija stopati skupaj, to se je pokazalo že leta 1991, in da znamo tudi postoriti dobro delo in tudi nekaj narediti za naše najmlajše, komaj rojene državljane Republike Slovenije. Mislim, da to delo izkazuje vnos barvitosti in svežine, pozitivne energije v te prostore, kajti tukaj se rojstvo začne in zakaj ne bi našim najmlajšim omogočali, bom rekel, že tisti prvi kontakt prijazen, da v nadaljevanju ne okusijo, bom rekel, kaj bolj grenkega. Na tem mestu bi se zahvalil, bom rekel, vsem sodelujočim, vsem 3 organizacijam, ki smo stopile skupaj in tudi složno izvedle to plemenito dejanje. Brez naših sponzorjev sigurno ne bi šlo in tukaj je velika zahvala podjetju Ljub, ki nam je pač omogočil donacijo teh kvalitetnih produktov in pa vsem sponzorjem, ki so na tak in drugačen način prispevali, da smo akcijo izvedli. Zahvaliti se moram tudi osebju bolnišnice, kajti z skupnimi močmi in za skupno energijo, vidite, smo pripeljali zadevo do konca. Ene žal besede ni bilo, energija, ki kroži, bom rekel, v tem objektu je izvrstna. Mi smo imeli pač priliko probati v teh dneh. Obenem smo še najdel datum, ki se je glasil na Svetovni dan medicinskih sester
in zakaj ne bi vse te stvari pravilno zajeli skupaj, tako kot se zagre. Kakor je bilo že prej omenjeno, se pravi, naša Zveza veteranov vojne za Slovenijo letos praznuje 30 let in v sodelovanju naših veteranskih organizacij smo se odločili, da tudi predamo eno tako, bi rekel, malo posebno darilo, ki je lahko tudi, bi rekel, ena misel za naše naslednje rodove, da gradijo skupaj, da ni samo načelo Marija k sebi, ampak da je treba tudi kaj na ta prav način, bi rekel, darovati, podariti, ker se zavedam, da zgledi vlečejo, dajmo slabe pustiti z dobrimi naprej. Še enkrat bi se zahvalil, bom rekel, vsem, ki se danes tukaj zbrani, ki ste dali svoj, bom rekel, doprinos za vašo, bom rekel, prisotnost tukaj vsem nastopajočim, od policijskega, bom rekel, glasbenega orkestra do mladine, bom rekel, iz Postojne in povsem navzočim našim preproščakam, ki jih imamo, bom rekel, vedno v takih dogodkih, bom rekel, zraven, ne? In je prav, da gremo v takem duhu tudi naprej. Veste, kako se je glasili, skupaj v vojni, skupaj v miru in dajmo to na mehak način, prijazen način tudi sporočilo, da vsem ostalim, kajti praznik veteranov je praznik vseh veteranov v celi domovini in ta, bi rekel, informacija, ta poslanica gre tudi vsem njim. Hvala lepa. No, zdaj pa so ponovno na vrsti glasbeniki v modrih uniformah, torej policijski pihalni kvintet v sestavi, vodja Tjaša Bulajič na rogu, Barbara Cefera na fagotu, Špela Šorgan na klarinetu in pa Mateja Kmet na flavti. In še fanta ne smemo pozabiti, to je Aris Vehovec z obom. Dve skladbi bomo slišali, in sicer najprej Gejevo Easy Dances, potem pa še Primškovo v Mozirskem gaju.
je danes tudi predsednik Policijsko-veteranskega društva Sever Ljubljana, magister Darko Repenšek. Prosim za par besed. Spoštovane dame in gospodje, s temi besedami mislim na čisto vse vas tukaj danes prisotne na tem čudovitem dogodku. Pozdravljam vas v imenu Policijskega veteranskega društva Sever, ki je skupaj s kolegi iz Zelene linije, z člani območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo, Združenjem veteranov Ljubljana 9091, s kolegi iz Primorske, iz Policijskega veteranskega društva Sever za Primorsko in Notranjsko, ter, kar želim še posebej poudariti, društvom Slovenčak, v petek na dan, svečani dan medicinskih sester, vzelo v roke čopiče, se nekoliko popacalo tudi z barvo, pri tem pokazalo ogromno dobre volje in energije. Moj današnje besede bodo pa v slogu dr. Merla, ki je rekel, mi kirurgi smo hitri, v tej hiši pa veje dobra volja. In takšna dobra volja je vela tudi v petek, ko smo opravili dobro delo. Dobro delo, za katerega sem prepričan, da nas bo spominjalo tiste, ki smo tukaj bili na ta dan, kot nas veseli že vnaprej, da naj spominja na to dobro delo vsakogar, ki bo stopil v to hišo in bo to dobro delo mora biti tudi zaznal, če ne drugače prebral na tablici, ki je v ta pozornostni namen tudi pričvrščena pri vhodu v dvigalo. Zahvala gre vsekakor pobudniku Dušanu in njegovi firmi za to, da smo opravili to delo. Mene pa iskreno veseli, da bomo vsi člani našega društva vsako leto znova znali pokazati tudi ne zgolj to, da zelena in modra linija z roko v roki, kot nekdaj tudi danes, temveč tudi to, da smo vedno pripravljeni na dobra dela in humanitarnost, ki je sestavni del našega delovanja. Hvala lepa. In še zadnji v nizu današnjih nagovorov, na vrsti je čisto na koncu, župan občine Postojna, Igor Maletič. Lep sončen pozdrav vsem skupaj. Bom čisto kratek, tukaj bo Merlo, dr. Merlo je rekel, da bo kratek, jaz bom še krajši. Pa tudi noro, lep, dober catering vidim tam na mizi, tako da vem, da ste že pošteno lačni. Skratka, v to porodnišnico vedno radi pridem. Pridemo zakaj? Ker ni samo porodnišnica kot taka, kot je bilo prej rečeno, ena najboljša, pa najboljša, kar sem tudi prepričan v Sloveniji, ampak tudi ti dogodki so tisti, ki so zmerno simpatični v porodnišnici. Nekoč sem izjavil, da je Postojna poznana ne samo po Postojnski jami, ampak poznana je tudi po tej porodnišnici. Tukaj se je rodilo veliko velikih modrih glav. Ne bom jih našteval, ker jih verjetno poznate, pa ne glede na to. Iskrene čestitke pa ob dnevu, ko Postojna prijema priznanje v mesto prostovoljcev na današnji dan, je vaše dejanje vsekakor tudi neka dodana vrednost te pohvali. Namreč iskrene čestitke tudi v imenu občine Postojna za vaše velikodušno dejanje, lepo gesto, tudi to je krasno darilo in predvsem veterani, tudi prostovoljci, bodite vzgled, kot je bilo že tudi danes slišano, bodite oziroma ste vzgled vsem društvom, ki nekateri pač čakajo, kaj jim bo dano, drugi pač niste taki, ampak ste aktivni in pa nesebično dejavni. Iz Ljubljane v Postojno, kar pomeni tudi še eno tako veliko priznanje tej bolnici. Hvala vam, seveda dobrodošli vedno. Imel sem to srečo, da sem slučajno prišel na dan, ko so praznovali medicinske sestre svoj dan in takrat tudi izmenjal nekaj besed. Nisem vedel, da upravljate to poslanstvo in že takrat sem bil resnično zadovoljen, vesel in pa počaščen, da smo se lahko pogovorili. Bili ste na lojtri, prišli z lojtre dol, smo si podali roke in nadaljevali z delom, ki smo mi zapustili porodnišnico. Resnično, hvala.
V spomin na donacijo bo, kot ste slišali, že v avli ostala tudi spominska plošča in preden stopimo noter, si ogledamo avlo in seveda tudi odkrijemo ploščo. Še zahvalam ostalim donatorjem, že omenjeni Jub, Dipex, Martin, Sinter in pa Miranda Bar iz Sevc so pomagali in gospod Mirando zdaj le vabim tudi za par besed. Mikrofon. Pozdravljeni vse skupaj. Jaz sem malenkost tukaj v tej zgodbi, zato se pa še toliko bolj iskreno zahvaljujem, da lahko nastopam tukaj v tej zgodbi teh čudovitih ljudi tukaj in v tej stavbi. In da nekaj malega tudi prispevam, no, mi je v čast. Povem, da sem v tej bolnici skozi svoje življenje bila edino tukaj notri odsotna od mojega šefta, bi rekla, od Miranda Bara, ker sem bila vedno tam in da sem bila vedno sprejeta kot kraljica, carica, ko se reče, sprejeta in tudi oddana domov. Vedno vse v najlepšem, kar moram biti in jih ne bom nikoli pozabila, nikoli ne bom pozabila te bolnice, teh ljudi noter, ki so zame dosti naredili. No. Tako da hvala vsem, čestitam in zahvaljujem se tudi gospodu Milanu in ekipi, da so naredili tako lep prostor in vsem vam. In sem vesela, da sem tukaj, da vas vidim in da sem tukaj z vami. No. Če pa boste kdaj imeli priliko, pa povabljeni k meni na kozarček, prav osebno jaz vas bom postregla, tako kot jaz znam. Prav? No, najlepša hvala. No, seveda, da ne pozabimo, najlepša hvala tudi vsem nastopajočim, puncam iz glasbene šole in pa tudi policijskemu pihalnemu kvintetu, ki ga bomo v avli še slišali, tako da se zdaj le preselimo, prosim, noter. Torej še zadnje dejanje današnjega dogodka, bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna. Nataša Fernandič, profesorica in specialistka ginekologije in pa gospod Dušan Presednik bosta zdaj odkrila spominsko ploščo. Mislim, da je prav, da za sabo pustimo še eno sled in ob tej priliki bova za dr. Tulovo tudi odkrila za javnost in za program. In se s tem še enkrat vsem najlepše zahvaljujemo in vam želimo zdravja, sreče in da bi čim več prišli nam v kakršnikoli obliki in s kakršnikoli potrebami in željami. Vedno smo vas veseli. Hvala vsem.